Verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Letošnji dnevi slovenskega turizma se vračajo v Laško. Natančneje se bomo družili od 18. do 20. novembra v Termalni park Laško. Osrednja tema letošnjih dnevov slovenskega turizma je turizem z načrtom za gostoljubno in trajnostno prihodnost. Pripravlja JRE Slovenija, nam bo povedal gospod Marko Pavčnik, član upravnega odbora. Dobar dan tudi v mojem imenu, lep pozdrav iz Laškega, pozdrav, kar sem jaz Laščan. Skratka, na kratko predstavim smisel in vso filozofijo JRE oziroma akademije bolj v tem primeru. Najprej ne povem, da smo veseli, da lahko sodelujemo v dnevu slovenskega turizma, zato da združimo, ker smo pomemben del turizma, tudi gostinci, mi se pa sicer bolj ukvarjamo s gostinstvom. Skratka, nekako je združenje, kako bi rekel, najboljše cenjenih restauracij, najradi se imenujemo kot najboljših, ker je veliko najboljših. Skratka, ne želimo biti neka elitna družba nekih finih restauracij, želimo se odpreti, želimo pokazati vsem, kaj obvladamo, kaj znamo, nekako smo neki trendsetterji v svetu gostinstva in to bi radi predstavili tudi drugim. Ker pa se zavedamo, da je ta naš posel precej kompleksen, se ne bomo mi pogovarjali samo o hrani in pijači, ampak nekako želimo, da pride na JRE akademijo, se pravi gostinci, se pravi kot kuharji, natakarji in pa tudi lastniki restauracij, zaradi tega, ker bomo pač probleme vse splošnega probleme reševati oziroma dobro pokazati, kako počnejo to drugi. Skratka, imamo različne panele, se pravi, dogodek se odvija od 10. ure, potem seveda še na koncu after party nekje zaključimo, da na polnoči, če bo vse ok. Seveda tudi družabni del je pa nas zelo pomemben, se pravi, zdaj smo najprej loto strokovnega, imamo se pravi delavnice, imamo priznane šefje, Michelinove zvezdice iz Hrvaške, tudi z Italije dobimo gosta, predsednika JRE Evropa pride, skratka na tem področju. Potem bomo govorili o vinu, imamo Jarmana, se pravi zelo v bistvu enega najuspešnejših slovensko-italijanskih, težko bi ga definirali oziroma na obeh straneh. Potem bomo govorili o pivu, ki je tudi pomembno na slovenskem trgu. Zelo pomemben produkt, predvsem kraft pivovari, ki ima danes za ponuditi. Skratka, potem govorimo tudi o socialnih omrežjih, kjer imamo gosta komotarja, ki bo povedal, kako on te stvari počne. To so stvari, ki v našem poslu, ki jih doskrat zanemarjamo, zelo se fokusiramo recimo na hrano, potem na servis, hkrati pa pozabimo mogoče na kakšno drugo stvar. Tudi iz strani se pravi samega obnašanja in pristopa do gosta. Imamo Romiha, ki bo predaval na to tematiko. Tudi finance bomo lotili, se pravi, v gostinstvu še vedno dosti gostincev ima slabe bilance, zaradi tega, ker nas zna z njimi operirati, ne da ne želijo, ampak dejansko, ko pridejo do problema kredita in da banka ima slabo bilanco, tudi tukaj bomo imeli strokovnjaka, kako bo govoril, kako narediti bilance pozitivne in tako naprej. Skratka, potem okrogla miza, ki je tudi v bistvu sklepno dejanje o tem, okroglo mizo, ki vodi naš predsednik Repovž, kako je več stvari prav. Se pravi, ni prav samo fine dining, ki je najboljš, imamo goste iz lastnik Paščašije, lastnik Kubo, se pravi različni segmenti gostinstva, ki so vsi zelo pomembni. Skratka, vsak bo povedal svojo tematiko, svoje težave in kako predvsem rešujejo. Vedno smo naklonjeni k temu, kako se problemi rešujejo. Se pravi, da vsak obiskovalec lahko najde, kaj dela v gostinstvu nekaj zase, se pravi kuhna, strežba, lastniki. Potem pa seveda, ker smo le na koncu restauracije, tudi poskrbimo za
za prijetno počutje, se pravi kosilo pripravimo 4 JRE šefi, potem večerjo 2 JRE šefa z afterpartijem, vinarji, ki so naši partnerji. Skratka, nekako tak zelo prijetno, izobraževalen, družaben dan, ki je res namenjen tako večini gostincev v Sloveniji. Če bi se radi kaj naučili, malo podružili, malo kakšno novo prijateljstvo sklenili. Tako da to je to na kratko iz moje strani.